Molimo. O Bog, svojo neizrekljivo milostjo nas bogatiš z mnogatirimi blagoslovi. Naj tako prehajamo iz starega v novo življenje, da se bomo pripravili za nebeško slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Daniela. Tiste dni je v Babilonu prebival mož Joakim. Vzel si je za ženo Hilkijevo hčer Suzano. Bila je silno lepa in se je bala Gospoda. Tudi njeni starši so bili pravični in so vzgojili svojo hčer po Mojzesovi postavi. Joakim je bil silno bogat. Imel je vrt ob svoji hiši. Pri njem so se zbirali Judje, ker je bil izmed vseh najuglednejši. Tisto leto sta bila postavljena izmed ljudstva 2 starešina za sodnika, o kakršnih je govoril Gospod. Krivica je prihajala iz Babilona od starešin, sodnikov, o katerih se je zdelo, da vodijo svoje ljudstvo. Ta 2 sta zahajala v Joakimovo hišo in k njima so hodili vsi, ki so imeli tožbe. Ko je ljudstvo opoldne odšlo, je prihajala Suzana in se sprehajala v vrtu svojega moža. Oba starešina, ki sta jo vsak dan videla, ko je prišla in se sprehajala, sta se vnela v poželenju do nje. Spačila sta svojo pamet in odvrnila svoje oči, da ne bi videla nebes in se ne bi spomnila njegovih pravičnih sodb. Ko sta čakala na primeren dan, se je zgodilo, da je prišla, kakor prejšnje dni, samo z 2 deklicama in se je hotela v vrtu kopati, ker je bilo vroče. Nihče ni bil tam razen obeh starešin, ki sta se skrila in prežala nanjo. Rekla je deklicama: prinesita mi olja in mazila in zaklenita vrata, da se skopljem. Ko sta deklici odšli, sta vstala oba starešina in pritekla k njej. Rekla sta: glej, vrtna vrata so zaklenjena, nihče nas ne vidi. Midva te poželiva, zato nama privoli in se nama vdaj. Ako ne, bova pričala zoper tebe, da je bil mladenič pri tebi in da si zato odposlala deklici od sebe. Suzana je vzdihnila: v stiskah sem od vseh strani, kajti ako to storim, me čaka smrt, ako pa ne storim, ne bom utekla vajnim rokam. Pa bolje je zame, da tega ne storim in padem vama v roke, kakor da grešim pred Gospodovim obličjem. In Suzana je zavpila z močnim glasom, a tudi oba starešina sta zavpila proti njej. In eden je stekel in odprl vrtna vrata. Ko so ljudje v hiši zaslišali vpitje na vrtu, so planili skozi stranska vrata, da bi videli, kaj se je pripetilo. Ko je starešina povedala svoje izjave,
so se služabniki silno sramovali, ker se o Suzani nikdar ni govorilo kaj takega. Drugo jutro se je ljudstvo zbralo pri njenem možu Joakimu. Prišla sta tudi oba starešina, polna hudobne misli zoper Suzano, da jo izročita v smrt. Rekla sta v pričo ljudstva: Pošljite po Suzano, Hilkijevo hčer, ki je Joakimova žena. Poslali so hitro ponjo. Prišla je ona, njeni starši, njeni otroci in vsi njeni sorodniki. Zajokali so njeni svojci in vsi, ki so jo videli. Oba starešina pa sta vstala sredi ljudstva in položile roke na njeno glavo. Ona pa je jokaje pogledala proti nebu, ker je njeno srce zaupalo v Gospoda. Starešina sta rekla: Ko so se sprehajala po vrtu, je ta vstopila z 2 deklicama, zaklenila vrata in odpustila deklici. K njej je prišel mladenič, ki je bil skrit, in se ulegel k njej. Midva, ki sva bila v kotu na vrtu, pa sva videla hudobijo in pritekla k njima. Videla sva jo sicer skupaj, pa njega nisva mogla prijeti, ker je bil močnejši od naju. Odprl je vrata in pobegnil. Njo sva prijela in vprašala, kdo je bil mladenič, pa nama ni hotela povedati. To pričava. Zbor jima je verjel kot starešinama ljudstva in sodnikoma. Obsodili so jo na smrt. To je Božja beseda. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Hudega, ker je Bog z menoj. Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Iščite, kar je dobro in ne, kar je hudo, da boste živeli in Gospod bo z vami. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je šel Jezus na Oljsko goro, zjutraj je zopet prišel v tempelj in vse ljudstvo je prihajalo k njemu in sedel je ter jih učil. Kar pripeljejo pismouki in farizeji ženo, zasačeno pri prešuštvovanju, jo postavijo v sredo in mu rečejo: Učenik, ta žena je bila zasačena v prešuštvovanju. V postavi nam Mojzes ukazuje take kamnati. Kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga skušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus pa se je pripognil in je s prstom pisal po tleh. Ko ga pa niso nehali vpraševati, se je vzravnal in jim rekel: Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.
In spet se je pripognil in pisal po tleh. Ko so pa to slišali, so drug za drugim odhajali ven, počenši od najstarejših. In ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in ji rekel: žena, kje so? Te ni nobeden obsodil? Ona je rekla: nobeden, Gospod. In Jezus je rekel: tudi jaz te ne bom obsodil. Pojdi in odslej ne greši več. Kristusov evangelij. Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Besede, ki gotovo veljajo za berilo, ki smo ga slišali danes, zgodba o Suzani, ki se potem zaključi s tem, da nastopi Danijel, ki dokaže krivičnim sodnikom njihovo krivično sodbo. Jezus izreče te besede zato, da bi pokazal, da kadar sodimo, se naj vedno znova vprašamo, kakšno je pa naše srce. Sodil naj bi samo tisti, ki je pravični, in to je edino Bog, zato prepuščamo Bogu sodbo. Jezus pa nas vabi, da bi delali to, kar dela on, da bi delili usmiljenje. Če je v prvem berilu žena, ki jo Danijel reši, nedolžna, tu farizeji pripeljejo nekoga, ki po postavi ni bil več nedolžen, ampak gre predvsem za to, da bi obtožili Jezusa, kot pravi evangelist, da bi ga skušali. Karkoli bi Jezus naredil, bi ga lahko tožili. Če bi se namreč uklonil pa rekel, da je po postavi kriva, da jo je potrebno kamnati, bi ga tožili Rimljanom, ker so si takrat pridržali pravico smrtne obsodbe in bi veljal za upornika. Če bi se držal tega, kar so farizeji najbrž od njega pričakovali, usmiljenja, da jo ne smejo obsoditi, bi ga obtožili, da se ne drži postave in da je nasprotnik judovske vere. Zato Jezus izreče: kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Ne samo besede, ki veljajo za berilo in evangelij, ampak besede, ki veljajo tudi za nas danes, kot povabilo, da mi ne bi obsojali drugih, ampak da bi se zavedali, da velikokrat, ko sodimo druge, pravzaprav to počnemo, da bi prikrili svojo krivičnost. Če bi pa znali odpuščati, pa nam Bog obljublja, da bo tudi nam odpuščeno. Zato lahko to besede res vzamemo kot postno vabilo za nas. Jezus na koncu reče: tudi jaz te ne bom obsodil, saj nas Svetopismo res vabi, da bi delali tisto, kar dela Bog, da bi mi najprej odpuščali, da bo tudi nam odpuščeno. Kje si zdaj, ko spet kliče te tvoj brat? Kje si zdaj, ko spet kliče te tvoj brat? Tukaj sem, moj Gospod, in žal